Dobro jutro, dobrodošli na vlog. Ful je zgodaj, jaz grem ličit, ampak ja, hodila sem reči haj. Niso te zgodne ure za mene. Grede čaj sem si naredila v to merico, zato ker nisem najdla šejkerja. A ja, doma na Koroškem sem. Včeraj sem prišla dosti pozno po streamu, tako da se vidimo pol, ko prijem nazaj. Evo, sem doma, zdaj se grem pa rolat z mamo, ker ona gre na bicikl in je rekla, če grem zraven. Sicer sem ful zaspana, sam. Dejmo. Evo, zunaj ni fitness, zdaj, ko mi jih bojo zaprli počasi. Je dobra govedina, ha? Sirova govedina, najboljš, kot lepo skledo smo kupila. O, si hitro pojedo. Ja, pridka. Zdaj malo ajat. Gremo se malo stiskat. Pridi, poj. Grta gremo, poj. Ej, ti šel kar na svoj fotelček, grta se bomo stiskala. Rizl. Gr boš šel z mano še stiskat, no. Pridi, ljubček. Sem nadležna, ne? Samo boš z mano, ajo. Te bom nesla, no? Evo, danes je nedelja, jaz sem spet imela ličenje že ob 8 zjutraj, tako da ta vikend se zbujam. Tako da tudi vikend sem se kar zgodaj zbujala. Zdaj bom pa na hitro malo montirala, nekaj sem pojedla, montirala bom video, angliški. In pol grem še na še en make-up, glih 15 minut imam, oziroma 20, da zmontiram kaj, ampak nekaj je. Pol, ko prijem domov, bom itak imeli kosilo, pa spet moram montirati in se pol pripraviti na stream ob 4, tako da imam malo gužvo delovni vikend, kot vedno. Ne bom kaj zanimivega sploh snemala. Doma, ne dost. Sem zmatrana, ne reč bi šla spat, pol ure sem spala, pol sem pa že mogla vstati si glavo prati, se spraviti, zdaj montiram še angliški video, kolikor ga lahko in pol grem ven. Sicer nekaj slabo kaže vreme, ampak upam, da ne bo dež. Taki me ne čujete, ko govorim, ampak je v angliščini. Mama mi je prinesla kavo, ko sem rekla, če ima cold brew, pa mi je pa naredila iz navadne kave. Ledeno kavo. Strašjo, kava je. Hej, dobro jutro, Ritkica. Ja, sem se strašila, ker naenkrat je glih je spal in pol mi skoči tu na mizo. Ok, dajmo hitro. Jaz sem streamala zun v gozdu, malo sem tudi slikala, tako da bi ful nice stream. You know what I always wanted? To drive through those, like, it's almost like desert and there's a road and nothing around, just some rocks, big rocks in the like desert. I don't know, those roads, I guess they look cool to drive on. I don't know where they are though, Texas or I don't know. Zdaj pa editam ta angliški vlog in jem juho, ker me je zazeblo. In pol mi še mama hrano dela, ker jaz nimam cajta, ker moram zmontirati ta video. Food is here, murke s krompirjem in topli sendviči, novi. Ok, danes se nisem nič javila. Napisala sem urnik streamanja, objavila sem video, ker sem imela probleme z internetom, ker je pač tak slab internet, imamo prek Telekoma, katastrofa, in s njim pisala, pa so recimo da nekaj zrihtali, sam nekaj prav dost in ja, tako da s tem sem se danes obadala. Zdaj sem na poti nazaj v Ljubljano, ampak sem se ustavila, ker glede na to, da bo mogoče spet se zapirati, začeli omejevati in ker je tudi že skoraj september, da bom šla malo pogledati za to jesensko dekoracijo. Sicer imam kar dost, ampak če kaj zanimivega novega najdem, bom vzela in ja. Teh tedih pa ki jih imajo itak vedno ful prečasno vse, tako da pol, ko je dejansko jesen, ko se začne tisto, ugotoviš, da sploh ni več izbire, ker je že šlo mimo, tako da bom šla malo pogledati, pa mogoče kaj dobrega najdem, tako da se veselim. Dan, Mucija.
Spooky. Hi. Hi, Spooky. Rookie. Look, Spooky. Hey. Hi. Mičkana. Končala sem stream, ful sem že utrujena, zdaj pa jem ostanke testenin, ko sem si prej skuhala, nisem vam pokazala, sem ragu, pa peresnike, pa parmezan. Mogoče bom še malo guacamoleta pojedla, ker sem si ga zadnjič kupila in ga sploh še nisem odprla, ker imam malo čipsa. In pol si gremo umit make-up, gledati Vikinge in spat, je tako že polnoč, tako da sem kar že utrujena. In ja, to je to, se vidimo jutri. Dobro jutro! Prvo stvar, ko sem vstala, sem začela pospravljati še preostale stvari. Mogla sem razpakirati, ful je svetlo, mogla sem razpakirati še zelenjavo, ker mi je mama dala cel vrt zelenjave in sploh nimam placa kam dati. Tako da ta teden moram jesti burke, papriko pa paradajz obvezno. Ja, pol sem malo pač porihtala sobo, ker je bila katastrofa, včeraj se mi ni dalo, pa malo se mi je mudilo streamati. In tako da ja, zdaj sem se pač pobrisala, pospravila, to je bilo vse nametano. Prače moram dati in ja. Zdaj pa najprej, da vam to povem, tukaj je bilo vprašanje, kje sem ta planner kupila. Pač ta planner je bil 6 € pri Marko. Follow your dreams. Šla sem nekaj menjati in sem to videla in jaz imam itak milijon plannerjev, milijon teh beležnic, veskov, pač, a veš. Edino, kar je pač za tiste, ko rabite datume, tukaj niso pač fiksni datumi, tu si obkrožiš, kjer mesec je in pol imaš samo te tedenske, tako da to mogoče za šolo ali pa za faks ni glih najbolj praktično. Za mene je čisto cool, jaz imam bolj za to-do listo, pa za druge stvari, ne toliko, kjer datum manjkaj, tisto imam ponavadi na telefonu. Itak pa bi si rada še mogoče kak planner kupila, ko dejansko pač po datumih bomo videli. Ampak ja, Primark 6 €, drugače je ful lep, tak pač cute je, a ne, vaše cool izraven dobiš, tako malo za forico. Jaz itak skos menjam, nimam enega celo leto, pa nimam, ne vem, beležnice. Tukaj imam itak še milijon nekih zvezkov, beležnic, planerjev. Zdaj pa na vrsti, da jaz odpišem na maile, na sporočila, ker sem malo zadnji ostala in to me dela ful živčno. Tako da sem zdaj usedla, še na neki intervju moram odgovoriti in ja, se opravičujem, če odpisujem ful počasi, ampak zdaj bom to naredila. Prej sem napisala to-do listo pa za teden stvari, da ne kaj pozabim in pol bom to naredila. Ne veselim se, ampak je treba. I get so caught up in the middle, thinking of drowning in those blue eyes. I'm losing sight 'cause I am falling. I'm so deep down, and it's not a lie that I die. I can't hide what this is. Yeah, I keep trying. Ful je zanimivo, ker zdaj dobivam tudi pač ponudbe za angleška, pač internacionalna sodelovanja zaradi mojega angleškega YouTube kanala. In moram reči, da dobim toliko ponudb, toliko več ponudb za pač možnost sodelovanja, sponzorstva, ampak jaz ful malo kaj vzamem, nisem še sploh imela kak sponzorski video na angleškem kanalu. Hočem reči, da ful več priložnosti dobivam in ful pač boljš plača in imam, ne vem, 4-krat manj ogledov na angleškem kanalu, kot pa na slovenskem. Tako da, ja, je pa ful zanimivo, ker nisem navajena v angleščini odgovarjati. Znam angleško, ampak ko pišeš je nekaj čisto drugega, pa ko pišeš ono, pač bolj uradno je, ker malo
Sem kar malo počasna, no. I'm contacting you regarding to an email I received about promoting bla bla bla. Mimogrede, a še kdo, ne vem, ko se uči ali pa kaj dela, rad gleda te videe, ne vem, ko se nekdo uči in prav snema pač, recimo ta 9-urni Study with me in je ful, pač ne vem, tak ambience. Jaz se ne učim, ampak vseeno mi je kul to gledati. In je prav pač real time, torej če se kdo hoče učiti, pa da raje malo motivacije, tukaj je še timer in pol vsake, 10 minut pauze ima. Imaš pa tudi ono pomodoro, tiste pa 45 minut in 10 minut pauze. 45 minut se učiš, 10 minut pauze. Tako da, če koga zanima, ki se uči ali pa se bo začel učiti, te videe so ful nice. Torej, Study with me samo napišeš v YouTube in to je to, imaš različne. Jaz gledam, da ful tako lepo zgleda in tako cozy. Ok, odpisala sem na večino stvari, še en intervju moram v bistvu narediti prek, pač odpisati moram na en mail in to je to. Samo spraviti se moraš, pa je vse cool. Evo, odpisala sem vsem, to je kar trajalo in zdaj se še dogovarjam z pač enim editorjem, ker bom na angleški kanal dajala take highlightse oziroma povzetke mojih streamov. Torej pač celega tedna, tako enkrat na teden bom to objavila, povzetke streamov in se zdaj dogovarjam, pač ker to bo zdaj prvič za thumbnail, za naslov, za stil, pač vse, tako da v bistvu sem ful navdušena, da dodam še malo več vsebine na moj angleški kanal, kar se tiče streamov. Zdaj pa moram nujno nekje jesti, ura pol 4 in še nisem nič jedla, ker sem bila tako zatopljena in sem ful lačna, tako da sem po moje na hitro nekaj naredila. V trgovino moram iti, v avto moram iti po pač dekoracijo, pač to, kar sem včeraj kupila, sploh nisem iz avta nesla, ker sem imela že tako toliko stvari in ja, da vam pol pokažem. Pa v trgovino moram na hitro iti, pa kosilo skuhati, pol bo pa že stream ob 7, tako da 3 ure pa 20 minut imam do streama, moram vse to zdaj narediti. Evo en mini haul iz Mercatorja. Pleskavice, poranje, čičerika, mozzarella, koruza, 2 paketa teh robčkov, ker mi je vse zmanjkalo, salsa, bučno olje in grozdje. Kupila sem to malo manjše bučno olje, pol-litrsko, zato ker ne rabim toliko. To sem šla pa kupiti za burrito bowlo, ki nisem že ful cajta jedla, tako da si bom zdaj naredila. V bistvu sem zdaj kuhat šla. Sicer si bom skuhala stvari za burrito bowlo, torej riž in piščanca. Ostalo itak sem namečeš not. Poleg tega sem pa še naredila eno drugo stvar iz piščanca in sicer tak, ne vem, papriko bom dodala, čebulo, pač tak miks, pa piščanca na koščke, pa kako omakico zraven, mogoče teriyaki omako, da bom pol zraven riža imela. Torej, 2 obroka naenkrat sem naredila, da ne rabim pol še enkrat kuhati. Ok, jaz sem si že večino stvari pripravila, nisem snemala, ker se mi malo mudi, pa tudi pač samo rezanje je bilo. Tukaj imam pol za drugi obrok, ki ga bom imela za večerjo, čebulo, sem tako na trakce narezala, ne na koščke. Isto tukaj papriko, to je vse domače, paprika, čebulo, ne vem. Isto sem na trakce narezala piščanca, tako da je vse v bistvu tako na trakce. Tukaj imam pa solato, en delež sem pa že dala na stran za pol. Tukaj imam burke, kumare imam naribane. In tu kuham krompir, ki ga bom pol dodala zraven kumar in pol dodala bučno olje, kis, sol, tako da ja, taka solata, ki imam ful rada. Skuhala sem že piščanca, tako da ga moram zdaj natrgati. Tukaj kuham riž. Tako da sem že ful naredila, zdaj moram pa začiniti oziroma marinirati tega piščanca. Dodala bom česno olje, malo sojine omake, malo te teriyaki omake. Te so iz Hofra, kupijo se tudi kjerkoli v Sparu, zdaj večinoma sojino omako imajo posod, teriyaki, ne vem. Dodala bom itak še česen pa poper, kot vedno. Evo, piščanca sem natrgala, tega sem dala marinirati, izgleda čudovito. Krompir bo po moje tudi počasi konc, riž še rabi nekaj cajta in pol si lahko počasi bowlo naredim.
čudovito kosilo, oziroma že bolj večerja in pa murke s krompirjem, to je pa burrito bowla. Smačno. Vlila bom še ta preliv iz humusa in vode. Nisem imela limone, tako da sem dala samo vodo. Let's go! Oh my god, kako sem se najedla, zdaj sem si pa še naredila cold brew kavo z mlekom in malo smetane sladke, mi je še ostalo. In zdaj se bom spravila, make-up si bom naredila. Ne vem še, kaj bom z lasami, ne bom imela kit, mogoče jih samo spustim, pa bom imela take malo kodre. Zraven pa gledam to punco, sem gledala tak 1 leto nazaj in sem čisto pozabila na njo in se imam toliko videov pogledati in sem ful srečna. V bistvu je cheerleaderka, torej ta navijačica, ampak tako res professional in ful je taka pozitivna, kaže svoj life pace, sama zdaj ima očitno fanta noga, to nisem jedla, ker pač, kot sem rekla, sem jo gledala 1 leto nazaj in pol sem kar pozabila na njo, oziroma nisem niti bila naročena in ja, ni mi več pol predlagalo video in tako da, to je opozorilo, če me radi gledate, pa niste naročeni. Naročite se, da ne boste pozabili na mene. Ok, zdaj pa grem si narediti hitro make-up. Ok, stream se začenja, jaz sem si spustila kite, naredila malo make-upa. Sem si postavila ta ring light, ki ga imam ponavadi za ekranom, ampak zdaj ga imam tukaj iz leve strani. Pol imam ta mini ring light iz desne strani, tako da v bistvu ena luč tu, ena tu. Kamera je tukaj. Tukaj imam tega pomočnika za spreminjanje scen. Tukaj imam moj Twitch, oziroma tukaj imam pol tudi chat. Tukaj sebe vidim, to je program, ki v bistvu mi pomaga, da grem v živo. Polno nekih nastavitev, ki sem jih mogla naštimati. Pol tukaj je moj mikrofonček. Tako da tu imam vse pripravljeno. Tukaj imam chat odprt, tu bo pa še pol odprt navaden stream. Pač 2 streama imam odprta. Na 2 mestih imam odprto, da vidim, če je vse v redu. Tukaj vidim pač, kako se me vidi in tu vidim, če se me sliši in vse. Recimo. Pol za muziko. Pač uravnavam itd. Tukaj imam eno radio odprt, da je pač v zadnji malo muzike. Pol ponavadi naredim sliko, pač screenshot tega, kar zdaj vidite in objavim na Twitter. Recimo to sem objavila na Twitteru. Naredim tudi sliko za Instagram. Tako da na mene 10 minut rabim, da vse to zrihtam, torej chat, OBS, ki je program za streamanje, torej za uživ prenos, radio naštimam, slike naredim, da povabim folk, da pride. Pol tukaj imam, recimo, ko začnem, dam to, starting soon, torej naredim to in pol 6 do 7 minut imam ta screen, pa muziko v zadju, preden da dejansko začnem in se folk začne nabirati. In pol, ko je caj, da pozdravim folk, stisnem ta gumbek, full screen kamera, tada, polagam tudi zoom in ja, pač. In to je bolj kot ne to, bom še ustavila malo začetka mojega streama, kako izgleda. Te pripravljeni so zdaj nič posebnega, ker imam bolj kot ne itak že vse naštimano. Bolj je to, da si pač zrihtam make-up, lase, ne bi mi bilo treba, ampak jaz znam zaradi pač make-up in to, da sem se malo k sebi spravim, pač mi pomaga, da sem bolj taka, ne, samozavestna in to, sploh kadar je v živo na videih, mi je vseeno, če sem brez make-upa, ampak tak na streamu se mi pa zdi, da mi doda nek boost. Streamam na Twitchu, to je platforma, ki se v živo prenaša pod imenom Jessa Mesa, linki so vedno v opisu, če koga zanima in ja. Hello stream, how you guys doing? You're Ho-Ho? I'm a Ho-Ho-Ho man with Chrysler. You're Chrysler? Anyways, hi guys. Hello Big Mike Papi, you were first, you mother trucker, you the real deal. Liviner, hello Vassler, hello Maya, hello Mike, hello Big Mike Papi, hello. Dejvi, hello. Sorry, I'm gonna burp a lot because I had cucumber salad. Stream je končan, dan smo malo igrice igrali, zdaj sem pa že fulačna, tako da bom jedla tisto, kar sem si prej skuhala z rižem. Tistega piščanca in zelenjavo bom jedla z rižem.
in še preostalo komarino solato s krompirjem, tako da ja, moram pa pospraviti zdaj, preden da lahko sploh kaj začnem. Evo, da vam zdaj pokažem ta moj fall haul. Čimo pri te, kako se temu reče slovensko? Laterni, ja, laterna. To je iz Pepkota, sena je in ima bolj take črne detajle. Bila je samo 7,5 €, lahko daš svečko not, lahko daš tudi za, v bistvu za božič, lahko daš lučke not ali pa kakšne okraske, tako da bo uporabna za jesen in za zimsko dekoracijo. Bolj sem kupila v Tediju te dve buči, ki sta taki malo bolj, nista tako močno oranžni kot recimo ta. In se mi je zdelo ful lepo, pa sem 3 € sta bile, tako da ja. Pol to je tudi iz Tedija, ta bučka, pač taka basic, ki je zrezana, kot da smo rezali buče, isto 3 € iz Tedija, da se da svečka not. Iz Kika imam to veveričko, ani cute. Meni je to cute. In tukaj imam še 2 lesena podstavka, to bom imela za slikanje ali pa tudi za dekoracijo, bom videla, se mi zdi, da je to taka jesenska zadeva. V Pepkotu sem kupila to full cheap vazo. Ta je taka malo nižja, tako da, ko bom naredila te šopke, bom imela eno tako nižjo. Bi pa rada kupila še eno tako bolj visoko vazo za na tla. Sem kupila te take mini stvari za ustvarjanje, lahko da jih bom samo posula po policah, ne vem, ali pa jih bom kam nalepila, nimam pojma. In dobro, to ni tako jesensko, ampak sem kupila te kostrčke, torej podstavke za pijačo, taki kamniti so. Pa imam tudi tukaj par stvari takih bolj Halloween, torej te ogromne pajke, pajkov mrežo, eno imam že doma, ampak če jo bom še tu v Ljubljani rabila. Potem sem kupila balon, bučo, to bo bolj za stream. In pa končno sem najedla take ful raznolike, ne ono ful direkt jesenske, te rože. In ja, dajmo, to sem kupila v Tediju, te, se ne vem, kako se imenuje, ampak ful so mi bile všeč, taki mehki izgledajo, to je vse umetno, by the way. Sem kupila 2 taka, to sem kupila isto, to je pa bilo v Kiku, ja, malo mešano vam kažem, nimam po trgovini razdeljeno, torej to je bilo v Kiku. To bom pol tak nekako zmiksala, to je bilo tudi iz Kika, pa sem vzela take 3 različne, ena je bolj taka oranžna, ena je pa bolj taka čist navadna, kot neka pšenica, ampak ne. To je bilo v Pepkotu, to je bilo malo drago, 4 €, ampak hotela sem eno tako oranžno zadevo. Potem sem pa eno božično stvar kupila, ker nisem mogla mimo, vem, da je prehitro, tudi meni je, ampak je bilo tako cute, še lučko lahko prižgeš. Ni cute, sem rekla, tega pa ne morem zamuditi. Tako da ja, to sem v Kiku kupila. Cute. In ja, to je ta jesenski haul, itak imam pa še stvari od lani, tako da sem hotela tako malo še izboljšati mojo to jesensko dekoracijo. Lani, ko sem hotela malo več stvari kupiti, je bilo že vse zaprto, ali pa že niso več imeli stvari, ker pač jih imajo ful zgodaj, se vidi, da imajo že božične stvari konec avgusta. To je tudi meni malo prehitro, ampak za jesenske sem pa že ready. Ne vem, kdaj bom okraševala, po moje čez kakšna 2 tedna bom začela in ja, to je to. Evo, večerja je pripravljena, riž, piščan, zelenjava, to moram še zmiksati, dodati bučno olje in kis, tako da bon appetit. In zdaj grem nazaj na YouTube gledati moje youtuberje. Mama je spekla te orehe z nutelo in so tako dobre, tako da bom pojedla enega ali pa 2 po večerji, ful sem se najedla. Ok, jaz bi se rada ene teme dotaknila, ker se je za vikend pač v bistvu nekaj, mislim, bom rekla, zgodilo. Pač eni otroci so prišli pred našo hišo na Koroškem, torej pred hišo mojih staršev in brat tam živijo in so pač hoteli, da prijem jaz ven. In ja, pač mogoče se komu ne zdi to kaj takega, meni je pa to tako pač neprijetno, pa tudi sploh, ker tam ne živim sam jaz, ampak tudi moji starši, ki se niso odločili biti na YouTubu, jaz sem se odločila biti na YouTubu. In razumem, da mogoče otroci tega ne razumejo, zakaj to pač ni prav, ampak ja, hočem pač javno povedati, da
če mi kje zunaj srečate v trgovini, na sprehodu, kjerkoli, lahko me ustavite, lahko se pogovarjamo, ne pa hoditi pred mojo hišo ali pa kjerkoli jaz živim, kjerkoli moji starši živijo, ker je ful neprijetno. Jaz ful nisem vedela sploh kako reagirati, nisem hodila tega spodbuditi, nisem šla ven, nisem pa hotela zdaj biti nesramna, ker pač razumem, da so to verjetno bili kaki fani oziroma nekdo, ki me gleda, ampak to je to tak nespoštovanje moje zasebnosti, ampak razumem, okej. Mlajši mogoče tega ne razume, zdaj povem, da to ni prav. Ja, tako pol se vprašam, kako bi bilo, če bi ena odrasla oseba tako prišla in stala pred hišo, pač bi bilo ful scary, a ne, verjetno bi policijo poklicala, ne vem. V glavnem, jaz se tukaj od vas poslavljam, hvala za vašo pozornost, upam, da vam je bil video všeč. Ja, se pa vidimo naslednjo sredo. Zdaj bo kmalu ena nagradna igra na mojem Instagramu, tako da sledite mi na Instagramu, bolj bom tudi pokazala stvari v naslednjem vlogu za to nagradno igro. Čau!